Skupina Videosprehajalci je v sodelovanju z Društvom humanistov Goriške pripravila snemalno delavnico Videomostovi za učence osnovne šole Kozara iz Nove Gorice. Na delavnicah je bila v prvem koraku učencem predstavljena posebnost, zgodovina in načini ohranjanja arhitekturne dediščine na Goriškem. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi dvorcev v Vipavžah in na Rafutu ter gradu Kromberk. V drugem koraku so bili učenci seznanjeni z osnovami in praktično rabo videotehnologije. Namen delavnic je bil na preprost in zanimiv način predstaviti zgodovino njihovega kraja in mlade aktivno vključiti v raziskovanje naše preteklosti. Po predavanjih so se učenci v spremstvu mentorjev odpravili na snemalne lokacije, kjer so z novim znanjem in izkušnjami sami dejavno prispevali k nastanku tega dokumentarnega filma. V preteklost smo se odpravili na 3 načine, v 3 različne dobe, na 3 različne predele Goriške pokrajine. Grad Vipavže. Začeli smo pri najstarejši arhitekturi iz našega izbora, ki leži v srcu Goriških Brd. Grad je danes v precej zanemarjenem stanju in usodno propada. Grad Vipavže je nastal v 14. stoletju, čeprav se njegovi lastniki prvič omenjajo že leta 1170. Takrat naj bi namreč Ulrik, sin viteza Henrika, in njegova žena Diemunda grad podarila Oglejski cerkvi. Sama grajska zgradba pa se prvič omenja leta 1379. Šlo je za mogočno trdnjavo z 2 obrambnima stolpoma. V 14. stoletju je prešlo lastništvo gradu pod goriške grofe. Upravniki gradu so se pogosto menjali, njihova imena pa so večkrat omenjena v oglejskih arhivih. Prvotni grad je bil močno poškodovan v beneških vojnah. Na prelomu iz 16. v 17. stoletje je stavba dobivala novo podobo. Pod grofi Atems Pecenstein se je grad prelevil v lovski dvorec. Ta vila, te posreče vila, je bilo v bistvu, so imeli kot za lovce, ne? So se združili in potem so lovili, je bil kun, ni bilo, to niso živeli se lovili. Vikend. Ja, vikend. Arhitekt, ki je zasnoval manieristično-renesančni dvorec, je neznan. Obstajajo pa domneve, da gre za italijanskega stavbenika, saj ima dvorec veliko beneških karakteristik. Tako da v bistvu Američani so se začeli žurkati, pa so starši od mojih staršev, moji starši, zdaj mi imamo še zmeraj to društvo, da se še zmeraj nekaj dogaja. Skratka, se predstavljate, kako je tukaj, so koncerti. Tukaj gore je skupina, igrajo, tukaj je polno ljudi, ne? Biva glasba na ves glas, ne? Glavni del grajskega kompleksa je osrednja stanovanjska stavba, ki ima pravokoten tloris in 2 nadstropji, objemata pa jo 2 dvoriščni krili. Zanimivi so rustični vogali. Na južni strani sta še 2 pravokotna obrambna stolpa. Najimenitnejša je glavna fasada, ki gleda na dvorišče. Zaznamujejo jo pozno renesančna členitev vertikal in horizontal, umirjena strogost, simetričnost in poudarjena glavna os. Med posameznimi elementi izstopajo strog pravokoten portal iz klesanih kamnov, nad katerim je na kamnitih konzolah stal balkon. V klesane profilirane okvirje so ujeta številna okna, ki so v pritličju zamrežena s kovanimi mrežami. Na strehi stojijo 4 dimniki v obliki obeliskov. Včasih je dvorec obdajal urejen baročni park z vodnjakom, vendar se je do danes le delno ohranil. Pole so pa med prvo svetovno imeli noter bolnico. Notranjost je bila v 17. stoletju zelo razkošno zasnovana. V dvorec se je vstopilo skozi vežo kvadratnega tlorisa z obokom v obliki dežnika. V nadstropje pa so vodile enostavne dvoramne stopnice z oboki. V piano nobile ali gosposkem nadstropju
je bila glavna dvorana z 2 ognjiščema iz klesanega kamna. Glavna dvorana je bila namenjena prirejanju različnih družabnih prireditev. Za ta namen je bil strop povišan za 2 metra. Grad Vipavže naj bi vendarle dočakal nekoliko boljše čase, saj ga čaka temeljita obnova. Danes ne zadostuje, da kulturno dediščino le obnovimo po vseh načelih sodobne konzervatorske stroke. Ravno tako je pomembno, da se v njej vzpostavi dejavnost, ki arhitekture in njenega značaja ne razvrednoti. Torej, naslednji za snemat, kdo je na vrsti? Kdo še ni snemal? Kdo še ni snemal? Ti si že. Ti, ona še ni snemala, damo še tebi malo za posnetko. Tako, daš rokco tle noter, vidiš, spodaj. Kamera zdaj že snema, lahko gledaš ekranček. Z eno roko držiš tukaj tako. Naslednja postaja pohajkovanja po sledeh zgodovine je v Kromberku pri Novi Gorici. Grad Kromberk umeščamo v 17. stoletje. Iz tega časa je veliko ohranjenih stavb, saj je bilo to daljše obdobje miru, ko so plemiči začeli prenavljati svoje utrdbe, stolpe in gradove v bolj reprezentativna bivališča. Udobje bivanja pa je prevladalo nad strogo obrambnimi nameni. Ohranjali pa so nekatere prejšnje elemente, na primer obrambne stolpe, ki pa so dobili novo funkcijo ponazarjanja plemenitosti rodu. Prvič se vas in grad omenjata leta 1206 s skupnim imenom Stran. Grad je bil tedaj v lasti gospodov Dornberg, ki so bili sprva goriški, kasneje pa deželno-knežji fevdniki. Leta 1609 je posest in zgradbo kupil Ivan Marija plemeniti Koronini. Je bil vojaški poveljnik avstrijski ali pa habsburški vojski in se je odlikoval v bojih proti Benečanom. Za nagrado, da je bil uspešen poveljnik, je dobil plemiški naziv von Kromberk in en kupček denarja. S tem kupčkom denarja je najprej kupil ozemlje, vas je bila tukaj in zgradil grad. Že leta 1615 je bil dokončan mediteransko navdahnjen renesančni dvorec, ki ima osrednji bivalni del kvadratnega tlorisa, visok pa je 2 nadstropji. Pročelja zaznamujeta renesančna uravnoteženost in premišljena simetrija. Okrašeno pa so s kamnitimi klesanimi portali in okenskimi okviri. Okolico gradu so leta 1774 uredili v baročni park z vodometom, ki stoji v osi parka. Poudarjena središčna os in simetričnost obeh polovic sta tipični načeli baročne ureditve odprtih prostorov. Grofje Koronini so dvorec uporabljali le kot poletno rezidenco. Večinoma so namreč živeli v palači v Gorici. Ker je bil v 19. stoletju nenaseljen, je tudi vztrajno propadal. V prvi svetovni vojni je bil prvič poškodovan. Leta 1916 sta bila v požaru porušena oba severna stolpa. Zavedno pa so bili izgubljeni bogata grajska oprema in pomemben arhiv. Če je notranja oprema zgorela, potem ta ne more biti grajska. Tale, ki jo vidite, je grad prinešena, stara je približno 150 let in prešena je z mesta iz Gorice. In ti portreti oziroma portretiranci na stenah niso graščaki, ampak so meščani. Meščani iz Gorice, za nekatere celo vemo, kako jim je bilo ime, za druge ne vemo. Tako je ta gospa, pravimo te gospe, dama z nakitom. Po vojni ga je skušal grof William Koronini Kronberg obnoviti, vendar je njegove namene preprečila druga svetovna vojna. Leta 1943 so ga namreč Nemci zopet požgali. V prvih letih po vojni je v dvorcu delovala gozdarska šola. Ko pa je bila v 60. letih prejšnjega stoletja dokončana obnova, v kateri so na novo pozidali tudi severna stolpa,
se je van vselil Goriški muzej, ki v njem še vedno deluje. Notranjost je danes urejena za potrebe muzeja in o tem, kakšna je bila prvotno, ne moremo sklepati. Zapiski zgodovinarja Simona Rutarja, ki je grad obiskal v daljnem 19. stoletju, pričajo o notranjosti, okrašeni z mozaiki, freskami, tabelnimi slikami, štukaturami in bogato rezljanimi lesenimi stropi. Gosposko nadstropje je bila dvonadstropna slavnostna dvorana, ki jo je obdajal lesen galerijski hodnik. Podobe, ki nam jih včasih slikajo pisni viri, prijetno vznemirjajo domišljijo. Delo strokovnjakov, ki opravljajo spomeniško varstvo in potrjujejo konzervatorske načrte, je izrednega pomena. Njihova naloga je, da javnosti čim bolj nazorno predstavijo kulturne spomenike in njihovo umeščenost v čas. Vester pomen, ki je verjetno najbolj monumentalen od naših slikarjev, ne po razsežnosti oziroma po formatu, ampak po vzdušju in po načinu slikanja. Slika tako, da se figura že povsem izgubila in nam svojo izjavo, svojo pripoved nam podaja zgolj skozi barvo in barvne ploskve. Tako si lahko vsak opazovalec posebej ustvari mnenje o dobi in ljudeh tistega časa. Laščakova vila na Rafutu. Laščakova vila je postavljena pod gričem Rafut, južno od Kostanjeviškega samostana, ob cesti pristava Nova Gorica. Kompleks, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, obsega vhodno lopo, park in rezidenčno poslopje. Ta stavba tukaj je bila zgrajena, ne? Ampak je kdo živel, da je noter? Jaz, kar sem slišal, da ne. Ne. Ker tisti arhitekt, ki se je zgradil zase, jo ni uspel dokončati, zato ker je prej nastopila Prva svetovna vojna. In že takrat, ko še niti ni bila dokončana, so jo bombe porušile. Tako da so jo mogli spet na novo obnoviti in potem je on mogoče poleti kak mesec tukaj živel, drugače pa ni stalno bival. Park danes poznamo kot botanični vrt, saj je zanimiv predvsem po številnih eksotičnih rastlinah. Zaradi zavetne lege so v njem včasih rasle tudi banane. Danes bi si marsikdo želel, da se botanični vrt obnovi, saj bi lahko postal izredno atraktivna turistična točka ali učna pot. Prišel sem. Zdaj imajo druge prostore. Rožni dolini. Recimo, če ste bili kaj v Bosni ali pa tukaj, tudi v Albaniji imajo take, zelo ozke in visoke in špikaste. Ja, to sem videla. V minaret vodijo stopnice, ki pa so porušene. Na terasasti strehi, obdani s kamnito ograjo, je veliko kaminov, oblikovanih kot manjše arhitekture. Nekaj kaminov je tudi zavilo na tleh. Glavno zanimivost predstavlja arhitektura, ki jo je zaznamoval tako imenovan neoislamski stil. Rezidenca je postavljena z glavno fasado proti zahodu. Zaznamujejo eleganca, ki je poudarjena z visokim minaretom, tipičnimi islamskimi balkoni in številnimi arabskimi dekorativnimi elementi, kot so temne in svetle opeke, prevoji, klesani dekorativni elementi iz svetlega kamna in tako dalje.
ne vem, kaj risati. Ne bi bilo podobno. Dobro, dej. Ja, še bom mali. V Jugoslaviji je bila vila nacionalizirana. V njej je deloval higienski zavod, ki si jo je priredil za lastne potrebe. Danes čaka na obnovo in ustrezno namembnost. Notranjost je danes popolnoma spremenjena in skoraj da ne vidimo več prvotne razporeditve. Laščak je bil velik arhitekt, ki bi ga lahko postavljali ob bok tudi Fabijaniju ali Plečniku, a žal ni ustvarjal veliko na domačih tleh. Sam je bil namreč kozmopolit in pomemben pionir nove arabske arhitekture. Njegova vila predstavlja vrh razvoja te arhitekture. To je njegova najbolj dodelana, najbolj razvita, čista, neoislamska arhitektura. In zanimivo, ne stoji v Kairu, ampak v Sloveniji, v Novi Gorici. Za konec pa še vprašanje. Koliko Novogoričanov ve za njeno unikatnost? Daj piši, komu da to? Primi naše mape. Snema, lahko greš, kar hodi. Na, pedi. Pedi. Na. Kaj je bila pot? Uredi, taka valovita. Ej, banale. Direkt da zdrijo. Ja, manjate še. Žorite. Jejte. Čakaj, kalma. Kje so čudečno? Tako diši po žganje, veste. Ni zajetno. Veče, po kemek, mali. Mački imamo Mislim, da bomo kaj risali, na koncu po mojem ne bomo nič risali. Bomo zdaj risali, čez 5 minut, ko dobite detalje. Ja, to je malo šank, to se bomo nogomet. Sorry. Kaj igraš? Stara desetljetka. Ja, se to je tiste vrata so. Danja si najdla, ja, to je tiste tam prevrati. Najdla! Kamera snema pravno stalo! Ja, sem pa zabila. 13 evrov.